Torej, začenjam prvo predavanje, ki sem ga naslovil Nastajanje dokumenta Nostra Aetate. Poglejte, ko gledamo koncilske dokumente ali katerekoli druge cerkvene dokumente, nam včasih pride na misel in rečemo čudovito besedilo oziroma bogata vsebina, ne vprašamo pa se, kakšno je bilo ozadje nastajanja teh dokumentov. In tak primer imamo ravno pri temeljnem dokumentu za medreligijski dialog, ki ga je izdal Drugi Vatikanski koncil, oziroma dokument, na katerem stoji tudi dialog med kristjani, med katoliško cerkvijo in judovsko skupnostjo. Zato se mi zdi primerno, oziroma se mi je zdelo primerno, da nekoliko preštudiram ozadje nastajanja tega dokumenta in da vam predstavim, kako je nastajal ta dokument. Najprej bi rad poudaril, da če gledamo v nekoliko širšem kontekstu, da ima kakor za Drugi Vatikanski koncil tudi za nastanek dokumenta Nostra Aetate največ zaslug papež Janez 23. Namreč kot Angelo Giuseppe Roncalli je predstavljal Sveti sedež kot diplomat v različnih deželah in med drugim je služboval tudi v Bolgariji 10 let, v Grčiji 4 leta, v Turčiji 6 let. In kot je napisal profesor Janežič, je v tem času spoznal vzhod, ne samo krščanski vzhod, ampak vzhod, kjer so se srečevali tudi verniki različnih religij, kristjani, muslimani, Judje. In Janežič je zapisal, da je Roncalli vzljubil ta krščanski vzhod ravno zaradi te njegove pestrosti. In brez dvoma je ravno ta njegova izkušnja botrovala sklicu Drugega Vatikanskega koncila, ko je bil izvoljen na Petrov sedež. Ideja papeža Janeza 23. je bila, da se katoliška cerkev dejavno vključi tako v ekumenski, kot tudi v medreligijski dialog. In pomenljiva je njegova odločitev, da na prvi veliki petek v svojem prvem letu pontifikata iz liturgičnega besedila izloči besedo perfidis. Namreč vse do takrat se je v bogoslužju velikega petka molilo za neverne Jude. Janez 23. pa je odločil, da bo cerkev molila za Jude, ne za neverne Jude, ampak za Jude. Tak molitveni obrazec uporabljamo tudi še danes. Podoba Izraela kot Božjega ljudstva predstavlja eno od izhodišč za Drugi Vatikanski koncil. In z namenom, da se dialoški odnos tako do nekatoliških cerkva, kakor do Judov tudi doktrinalno opredeli v koncilskih in kasnejših dokumentih, je Janez 23. 5. junija 1960 ustanovil tajništvo za edinost kristjanov. Za prvega predsednika te ustanove pa je postavil jezuitskega biblicista kardinala Augustina Bea. Janez 23. si verjetno niti ni predstavljal, kako naj bi izgledal dialog z Judi oziroma z nekristjani. Zato je z namenom, da se pripravijo dokumenti o odnosu katoliške cerkve do nekatoliških kristjanov in do nekristjanov, ustanovil zgolj ustanovo, kot sem omenil, ki se je imenovala Tajništvo za edinost kristjanov. Ampak takoj na začetku je prosil kardinala Bea, da sodelavci pripravijo besedilo, ki bo doktrinalna osnova tudi za medreligijski dialog. To se pravi najprej za dialog med
katoličani in Judi, potem pa tudi za dialog z vsemi drugimi kristjani. Papež je najprej želel vse dialoške dejavnosti cerkve do drugače verujočih, recimo združiti pod eno streho. In zagotovo je bil prepričan, da je kardinal Bea edina in najprimernejša oseba, ki mu lahko zaupa tako nalogo. Tajništvo za edinost kristjanov je najprej pripravilo odlok o ekumenizmu, nato je sodelovalo pri pripravi dokumenta Izjava o verski svobodi in prav tako je to tajništvo pomagalo oziroma sodelovalo pri nastanku dogmatične konstitucije o cerkvi in pri odloku o katoliških vzhodnih cerkvah. In vsi ti dokumenti dejansko danes, ko jih prebiramo, tvorijo katoliško razumevanje ekumenizma in dialoga do nekristjanov. Ker se je omenjeno tajništvo osredotočilo na vprašanje, kako oblikovati dokumente o odnosu katoliške cerkve do drugače mislečih in drugače verujočih, ga je papež Janez 23. 18. septembra 1960 prosil, naj torej izdela prvi osnutek besedila, ki bo opredelilo razmerje katoliške cerkve do Judov. Kardinal Bea je besedilo v prvem osnutku najprej predvidel kot eno izmed poglavij dokumenta Odlok o ekumenizmu. Zamislil pa se je, da bo spregovoril zgolj o antisemitizmu. Šele kasneje je v razpravi koncilskih očetov prevladalo mnenje, da mora besedilo širšo vsebino iziti samostojno. Dolge diskusije članov tajništva, še bolj pa koncilskih očetov, so pripeljale do tega, da je iz besedila nastal koncilski dokument, ki so ga v originalu poimenovali Nostra Aetate, v slovenskem prevodu pa nosi naslov Izjava o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev. In ko se oziramo nazaj, lahko vidimo, da so v bistvu bile različne redakcije tega besedila. Torej, lahko obravnavamo 4 verzije besedila, ki so bile na temelju kritik in pripomb deležne redakcije. 4. različici besedila pa je sledila 5., torej dokončno besedilo, ki ga poznamo tudi danes. Najprej bom spregovoril oziroma predstavil prvi osnutek besedila. Kot sem dejal, je papež Janez 23. Prosil kardinala Bea 18. septembra 1960, da naj ga pripravi. Za to pripravo je tajništvo potrebovalo 14 mesecev. In sicer so sodelovali Leo Rudolf, Gregory Baum, ki je bil tudi član Komisije za edinost kristjanov, in pa monsignor Johannes Österreicher, ki je v bistvu nadzoroval potem vse redakcije dokumenta. Besedilo so naslovili Decretum de Judeis. In ta prvi osnutek je bil napisan v 42 vrsticah. In od tega so bile samo 3 vrstice posvečene dialogu katoličanov za nekristjani, oziroma besedilo je omenjalo oziroma govorilo o antisemitizmu in zavrnilo obtoževanje Judov za umor Jezusa Kristusa. Pojavile so se 3 ideje. Nekateri so menili, da je njegovo mesto v dokumentu, ki govori o ekumenizmu, drugi so smatrali, da bi bolj spadal v dokument o cerkvi, tretji pa so si prizadevali, da bi iz besedila nastal samostojen dokument, ki bi opredelil odnos cerkve do nekrščanskih religij. To je bil čas velikih političnih nasprotovanj med arabskimi državami in Izraelom. In ker je ta prvi osnutek zavzel pozicijo zoper antisemitizem in nakazal zbližanje med katoliško cerkvijo in Judi, so se Arabci bali,
da se bo Sveti sedež v koncilskih dokumentih opredelil o političnih vprašanjih. To nikakor ni bil namen koncila, vendar pripravljeno besedilo tega dejstva ni jasno izražalo. Prav tako pa se je Sveti sedež bal, da bo tako besedilo škodovalo krščanskim vernikom, ki so živeli v arabskih deželah. Zato je bilo potrebno besedilo dodelati. Skratka, vsi ti navedeni razlogi so botrovali dejstvu, da prvega osnutka besedila komisija ni nikoli posredovala koncilskim očetom, ki so s svojim delom začeli 11. oktobra 1962. leta. Drugi osnutek besedila. Kardinal Bea je upošteval papeževe želje, da dokument razjasni odnos cerkve do Judov, ampak hkrati mu je postalo jasno, da ne more ne spregovoriti tudi o odnosu katoliške cerkve do drugih nekrščanskih verstev, predvsem do muslimanov. Dejstvo, da so Arabci postali pozorni na dokument, ki se pripravlja, ga je spodbudilo, da besedilo, ki ga mora tajništvo pripraviti, hkrati z razjasnitvijo odnosa do Judov opredeli tudi razmerje katoličanov do drugih religij. Tudi v teku te faze priprav je prevladala ideja, da naj bi se besedilo uvrstilo kot 4. poglavje v dokument Odlok o ekumenizmu. Zato so tudi drugi osnutek naslovili o drži katoličanov do nekristjanov, posebej do Judov. Drugi osnutek je ponovno poudaril, da na judovski narod nikakor ne moremo valiti krivdo za Kristusovo križanje. Več, besedilo je jasno izrazilo, da je zgrešeno uporabljati izraz prekleto ljudstvo. Besedilo je bilo pripravljeno in koncilski očetje so ga sprejeli v roke 8. novembra 1963. leta na drugi seji koncila, ampak obravnavo so prestavili na 3. sejo, ki je potekala od 18. do 21. novembra 1963. Na razpravi so prevladale ostre kritike, da besedilo ne spada v dokument, ki govori o odnosu katoliške cerkve do nekatoliških kristjanov. Predlagali so, da ga, kakor tudi besedilo o verski svobodi, uvrstijo kot dodatek dokumentu o ekumenizmu. Predvsem pa so se koncilski očetje v kritiki strinjali, da mora besedilo preseči temo ekumenizma in da cerkev ne more govoriti zgolj o odnosu do ene nekrščanske religije, torej do judovstva, ne da bi spregovorila hkrati tudi o odnosu do različnih nekrščanskih religij. Tretji osnutek besedila. Junija 1963 je papež Janez 23. umrl in 4. novembra istega leta je bil kardinal Montini z imenom Pavel VI. Izvoljen na papeški prestol. Za pripravo dokumenta Nostra Aetate sta pomembni dve njegovi dejanji. 19. maja 1964 je novi papež ustanovil tajništvo za nekristjane. Spomnimo se, da je Janez 23. v bistvu vso delo zaupal tajništvu za ekumenizem, to se pravi za odnose z drugimi nekatoliškimi kristjani. Pavel VI. Pa ustanovi tajništvo za nekristjane in kot prvega predstojnika je izbral kardinala Marela. Drugo pomembno dejanje Pavla VI. Je odločitev, da napiše encikliko Ecclesiam Suam in v 108. členu te enciklike oziroma okrožnice je opredelil, kaj si predstavlja pod izrazom dialog. Navajam. Toda mi ne želimo odklanjati priznanja in spoštovanja duhovnim in moralnim vrednotam nekrščanskih verstev. Z njimi si želimo spodbujati ideale, ki jih vsi zagovarjamo na področju verske svobode, bratstva ljudi, svete kulture, dobrodelnosti in civilnega reda. O teh skupnih idealih je dialog z naše strani mogoč
in ponudili ga bomo tam z vsem medsebojnim spoštovanjem in vdanostjo, kjer bo dobronamerno sprejet. Tako torej Ecclesiam Suam 108. člen Pavla VI. Redakcija drugega osnutka besedila za nastajajoči dokument pa je bila še vedno temeljna dolžnost tajništva za edinost kristjanov, ki je imelo plenarno srečanje 27. februarja do 7. marca 1964. In na tem srečanju so obravnavali 72 strani, ki so jih koncilski očetje napisali kot kritika ali kot pripombe, kot spodbude na drugi osnutek našega dokumenta. Ker je bila rdeča nit pripomb zahteva, da mora besedilo govoriti o odnosu katoličanov do vseh nekrščanskih religij, so se odločili, da torej novi tretji osnutek dokumenta poimenujejo o Judih in nekristjanih, ki naj bi bil samostojen dokument. Dodali so tvarino o drugih nekrščanskih religijah, predvsem o islamu. Ko je kardinal Bea besedilo tretjega osnutka predstavil koncilskim očetom 27. septembra leta 1964, jih je spodbudil, naj ga sprejmejo. Koncilski očetje so 2 dni debatirali o njem. Potrebno je dodati, da je koncil pred to debato oziroma pred tem glasovanjem 17. septembra sprejel besedilo drugega poglavja dogmatične konstitucije o cerkvi, o Božjem ljudstvu, ki predstavlja dogmatske temelje za besedilo o odnosu katoliške cerkve do drugih verstev. To poglavje namreč v dogmatični konstituciji o cerkvi pravi, da imajo možnost odrešenja vsi, ki iščejo Boga, tudi nekatoliški kristjani in pripadniki nekrščanskih verstev. V 16. členu drugega poglavja dogmatične konstitucije o cerkvi je namreč zapisano: tisti namreč, ki brez lastne krivde ne poznajo Kristusovega evangelija in njegove cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem in skušajo pod vplivom milosti in dejanjih spodbuditi njegovo voljo, kakor jo spoznajo po glasu vesti, izpolnjevati njegovo voljo, kakor jo spoznajo po glasu vesti, morajo doseči večno zveličanje. Poglejte, prav ta člen je zelo, zelo vplival potem na oblikovanje oziroma na 4. osnutek, ki so ga pripravili oziroma ki ga je komisija, pripravljalna komisija potem pripravila za dokument Nostra Aetate. Namreč, cerkev v konstituciji o cerkvi ne trdi, da druge vere posedujejo polno resnico, ampak si prizadeva v drugih verstvih najti skupne točke in na teh točkah, ki različna verstva povezujejo, graditi dialog. 4. osnutek. Prevladala je ideja, da naj bi bilo torej besedilo, ko so oddali tretji osnutek dokumenta Nostra Aetate, je potem prevladala ideja, da naj bi bilo besedilo vstavljeno v drugo poglavje dogmatične konstitucije o cerkvi, namreč ker so videli sorodnost oziroma neko nadgradnjo tega 16. člena drugega poglavja dogmatične konstitucije o cerkvi. Tam namreč besedilo govori o odnosu med cerkvijo, med katoliško cerkvijo in nekristjani. Ampak škofje iz arabskih dežel so izrazili pomisleke in strah, da bo to besedilo namreč imelo negativne posledice, predvsem, če bo išlo kot samostojno. In ravno zaradi tega je namreč tajništvo, ki se je posvečalo vprašanju islama, zahtevalo, da se v dokument vstavi tudi njihovo besedilo, ki govori o islamu. Tako je tajništvo za edinost kristjanov predstavilo dopolnjeno besedilo in o njem so koncilski očetje ponovno glasovali oziroma razpravljali o njem 20. novembra 1964.
Kardinal Bea se je proti vsem, ki so nasprotovali taki obliki medreligijskega dialoga, se je skliceval na papeževo encikliko Ecclesiam Suam, ki govori o isti temi, oziroma v debati so člani mešane komisije predlagali, da se besedilo torej združi z Lumen Gentium oziroma da se nadaljuje ista tematika. Koncilski očetje so se odločili, da bo besedilo predstavljeno torej po debatah in nadaljevanju diskusij, da bo predstavljeno kot samostojen dokument z naslovom Nostra Aetate oziroma slovensko izjavo o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev. In na zadnjem glasovanju, ki je bilo 15. oktobra, je bilo 2221 pozitivnih glasov in samo 88 proti oziroma 3 vzdržani. Tako je bil dokument razglašen 28. oktobra 1965. leta. To je bil tudi dan, ko so obhajali 7. obletnico izvolitve Janeza 23. na mesto papeža, ki je dejansko želel oziroma izrazil željo, da bi ta dokument bil predstavljen oziroma narejen in da bi izšel v sklopu dokumentov Drugega Vatikanskega koncila. Torej, brez dvoma lahko zapišemo, da je dokument Nostra Aetate, izhajajoč iz nove interpretacije nauka o odrešenju v Lumen Gentium 16, izhodišče za novo, bolj evangelsko držo katoličanov v odnosu do drugih verujočih. Sicer ni manjkalo kritik o teološki pomanjkljivosti dokumenta, namreč mnogi so očitali, da ni primerno Judov obravnavati na istem nivoju kot druga nekrščanska verstva, ampak za nas je pomemben 4. člen dokumenta, v katerem se cerkveni zbor spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. V dokumentu Nostra Aetate ne želimo videti le paragrafov in lepih besed, ki so lahko enim všeč, drugi pa jih zavračajo. V nauku o medverstvenem dialogu je skrito bistvo evangelskega sporočila. Gre za bistvo Kristusovega nauka. Zadnji koncil je torej sprejel načelo dialoga, ker so koncilski očetje spoznali, da je samo v dialogu možno sobivanje in preživetje. Dovolj je bilo vojn, dovolj izključevanj, dovolj preziranj. Prišel je čas, da začnemo spoštovati drug drugega. V preteklosti je prevladovalo mišljenje, da se je proti drugače mislečim potrebno boriti in jih premagati. Nismo želeli biti poraženci. Danes pa smo spoznali, da obstaja samo eno orožje, s pomočjo katerega sta lahko obe strani zmagovalki. To pa je dialog, ki ga omogoča oziroma katerega temelje najdemo v dokumentu Nostra Aetate. Hvala lepa za pozornost.